Dober večer vsem skupaj, veseli naju, da ste se udeležili tega najnega pogovora v tako številčnem, kaj naj rečem, vzdušju. Tina Žarki prihaja iz Trebnjega in znana je bolj pod imenom mogoče Tina Mašina. Prihajam iz Šenčurja, bila sem v Trebnju. Aha, v Trebnju si bila, dobro, ker si mi napisala, prihajam iz Trebnja. Pardon, Tina prihaja iz Šenčurja, ja? Povej nam malo večji kraj zraven. Kranj. Kranj. Koliko kilometrov približno? Od Kranja do Šenčurja, 5. 5 kilometrov? Ja. Torej, v šolo si hodila? V Šenčurju. Aha, dobro, okej. Sem mislil, da si imela kakšen takšen izziv, veš, kot ti Etiopici, ko so tekli 15 kilometrov vsak dan. Deluješ mi tak, kaj bi rekel, mešanica med raketo in petardo, Si bila takšna že kot otrok? V bistvu sem bila ful miren otrok. Mi smo se iz Ljubljane preselili v Šenčur, ko sem bila jaz v 3. razredu osnovne šole. In jaz sem bila toliko šaj, da ne znam povedati, toliko sramežljiva. Potem sem pa kar naenkrat v Šenčurju se začela s fanti družiti, imela sem fantovsko družbo in takrat je pa pol tak petardica prišla v plano. Torej si rabila te fante, da si v bistvu... Ja, po moje, to fantovsko energijo. Lažje si to, kot pa za puncami. Ja. Okej, no ker jaz sem se ti zamišljal, ne vem, prva si bila ona z potočenimi koleni, z poribanimi komavci, rolke, skejti, tako je to, Okej, kdaj si pa ono prvič tak malo bolj resno zadihala šport? Veš kaj, moja družina v bistvu sploh ni bila športna družina, jaz nimam nobenih spominov, da bi hodili kamorkoli, nikoli nismo hodili v hribe, kakšen kolo, na vsake toliko časa smo šli mogoče na kakšen sprehod ob reki, Ljubljanci v Ljubljani. V Šenčurju se sploh ne spomnim, da bi sploh kam šli razen za 14 dni v Izolo poleti. To je bil moj šport. Torej, ne vem, to, kar govorijo psihologi, vzgledi vlečejo in tako se po tebi podira. Ja, jaz sem v bistvu v osnovni šoli, tako kot vsi otroci, sem prvo trenirala 1 leto judo, ampak to treniranje rečemo enkrat na teden, to ni bilo nič tako, pač, da sem se zamotila. Pol sem gimnastiko trenirala, pol sem ritmično gimnastiko trenirala in pol sem ritmiko, to pa v bistvu že bolj ples. Sem pa preplesala 7., 8., 9. razred, pa pol sem šla... Torej ne samo enega poletja? Ja, ne. In pol sem še srednjo šolo 2 letnika, sem jazz balet trenirala, 2-krat na teden, nič resenga in to je bilo to. Okej, torej otroštvo ne moramo reči, da ne vem... Da je bilo športno, ne. Kdaj pa je naredil tako naklik, hej, Tina? Pri 17 sem dobila rolerje in takrat sem v bistvu rolala pol tako mogoče iz Štepanskega naselja pa do centra Ljubljane. Ampak to je bilo res tako, kot da bi zdaj rekel, da greš s herojem nekam. Nič resenga, spet nič resenga. Pol sem začela potovati, od 20 do 29 leta sem potovala, ampak sem pa toliko vzljubila rolerje, da sem v bistvu, kamorkoli sem šla, sem rolerje s sabo vzela. Malo hitrejši način premikanja. Hitrejši pa, če sem, ne vem, takrat sem šla z rolerji na Dunaju, sem jih imela s sabo, pa v Parizu, pa v Londonu, pa v Manchesteru, pa v New Yorku, pa v LA-ju. Tako se mi je zdelo, da če imam rolerje na sebi, da pa se zlijam z lokalci, da nisem kot turistka. In to mi je bilo všeč. Si imela že one, ki so se zelo dobro vrteli, katera številka, mislim, da so še nekaj 8, 6, 10, Veš, ko so ležaje notri v koleščki. Ne, zdaj imam navadne, imam pa tudi tiste, ki imajo ta velike koleščke. No, ker vem, bom rekel, merili so se, kvaliteta rolerjev se je merila po teh ležajih, ki so bili v koleščkih. Nič ne vem. In vem, da so se, ker vidim tudi, kakšno kolo voziš. Ampak tudi pri kolesu ne vem, da če ležajih, tako da... Skratka, to so bile pač neke cifre, 6, pa je prišla 8, pa še 10 in 12. In bom rekel, ti ležaji so morali biti zelo kvalitetni, ker so se potem seveda zelo hitro vrteli in potem si seveda tudi hitreje šla.
Zame so bili navadni rolerji. Jaz rolerjev nisem imel, sem pa imel tiste kotalke, ki so rasle s tabo. Rabo si ključ 10, da si odvil tisto matico, pa si potegnil, pa so bili spet za eno leto dobri. Ne? Dobro, pustimo zdaj to. Potem vidim, da imamo nekako malo podobno zgodbo, ne? Ker tudi jaz sem, recimo v osnovni šoli sem igral odbojko, pa mi je bilo fajn, ekipni šport, ta duh, dokazovanje, hodili smo tudi seveda trenirati, pa tekmovati tudi na druge šole. Čeprav je bilo, ne vem, če še danes to tudi obstaja, ta neka liga med osnovnimi šolami, ne? In pol te boljše igralce so si nas kar druge šole sposodile in smo potem z njimi igrali, da so napredovali. Ne? Dobro, ampak tudi nisem, bom rekel, da bi rekel, zdaj pa ja, šport, to je to. Ne? In to se meni zgodilo komaj tam pri poznih 30-ih. Pri začetku 30-ih. Ja. Tako da vidim, da spol ne igra v bistvu neke bistvene vloge pri tem, kdaj ti to naredi, ampak očitno je neka življenjska prelomnica, ali? Ne vem, jaz sem takrat se spomnim, da sem peš v službo hodila in mi je sama sestra rekla, da pa si kupiti superge, bo šla z mano 5 km teči. Meni je šlo o besedi tek na bruhanje. Res. Sem rekla, da tole ne bo šlo, ne? Ampak ko sem pa z njo tekla, sem pa videla, da lahko zaradi tega, ker sem imela kondicijo od pešačine do službe pa nazaj, to, da sem lahko zelo 5 km pretekla, da je bilo to takole, res. Sem se matrala po to, ampak sem bila pa presenečena nad sabo, da lahko. In pol je šlo to kar naprej, nisem obupala nad tem, ker sem sama sebe presenetila. Pa je potem ta tek postal malo bolj reden? Ja. Ker takrat je bilo to znov prvič, jaz sem itak imela superge zdaj doma in sem se pa odločila, da bom tekla. In sem prvo tekla 3-krat na teden, pol vsak dan. Spomnim se, da tudi, jaz sem od 20 do 30 sem ful žurala, ne? In tudi, ko sem v petkih se spomnim, po službi smo šli vedno na kakšno pijačo, pa sem bila čist tipsi, sem prišla domov, ne, sem dala še vedno superge gor in sem šla odteči in se spomnim, da hvala Bogu, da sem šla odteči, da sem dala ta alkohol ven in sem lepo vikend začela, res tako prav, in pa sem je takrat tudi družbeno začela podmešati. Ja, okej. Imamo kar podobno zgodbo. Meni se je to na pragu 30 zgodilo, ampak ne tako, da bi me nekdo navdušil, ampak kot da bi prišel na neko prelomnico, pa si rekel, hej, zdaj se boš pa moral odločiti, ne, ali boš, ne vem, to fural naprej, kar nekega smisla nima, ali boš pa moral narediti spremembo, ampak če boš naredil spremembo, bo to moralo biti neka korenita, ker to je podobno, ne vem, kot če nehaš kaditi, ne, potem pa, ne vem, še vedno zahajaš v isto družbo, ja, pa ne vem, ne, še vedno hodiš ven s prijatelji, ker potem, jasno, ti si moraš, bom rekel, cel way of life spremeniti, ne. No in potem sem se jaz tudi rekel, ne, bom jaz way of life spremenil, pa sem šel čisto kontra, ne, mene pa je tudi, sem si kupil superge, sem začel teči, mene pa je to mučilo, da, ker sem se spomnil, recimo, kako je bilo v osnovni šoli, da mi je bilo brez problema, ne vem, eno rokometno tekmo, ki je trajala 2 uri, ne, brez neke, bom rekel, utrujenosti, ne, kako pa zdaj ne morem 2 km preteči, kaj je to 2 km, ne. Potem pa, ko vidiš ta rezultat, ki prihaja, ki pa je zelo hiter, ne, sploh pri začetnikih, ne, in to mislim, da ta največji puš, ki ga dobijo vsi, ki se začnejo ukvarjati pač s kakršnikoli športom, je ta uvid v ta napredek, ne, ker pri teh rekreativnih športnikih, če so seveda redni, je ta napredek zelo viden, ne. Zdaj pri nas, ko smo že dolgo, v bistvu, da ti narediš 10 sekund razlike na kilometer, je že kar težko, ne? Meni pa naprimer res pa nisem iskala sploh spremembe v življenju, veš, je bolj tako, da je ta sprememba kar do mene prišla in pa sem v bistvu 10 let rabila, da sem nehala piti in kaditi in 10 let, da sem žurersko družbo čisto odstranila iz mojega življenja. Zaradi tega, ker oni so od mene zahtevali, pričakovali Tino, ko se bo začela oblekla, ko bo šla ven, ko bo pila, ko bo žurala do 4-5 zjutraj. Športna družba je pod mene hotela Tino, ko vstaneš le ob 4 zjutraj,
in gremo v hribe. In še danes tako nadaleč, veš, kaj lahko prek Facebooka tako kakšnega spremljaš, ali pa te on kontaktira, ali pa ga v živo vidiš. Se mi zdi, da sploh nimamo nič skupnega več, zaradi tega, ker že način pogovora ne teče v smeri, ki si ga jaz želim, ki imam jaz potrebo, njegov pa predvidevam, da kar že vem, ne. Ja, rekel, jaz sem delal to, pa to, pa to. Ja, ok, jaz sem to že prerasla, gremo naprej, vamos, ne. Res. Dobro. Zanima me tek, ne, še malo, seveda, ne. Bila si tekačica, ne. Ja. In zato, da si nehala teči, se je nekaj zgodilo, ne. Ja, v bistvu sem si zlomila gleženj, ampak sem pa tudi ambicije pripeljala čisto do tistega, kar sem si želela, do 75 kilometrov. Jaz vedno sem rekla, da nisem v bistvu po konstrukciji tekačica, ker tekači so res suhi. Zdaj, jaz sem tako gledala punce, vse so bile suhe, pa jaz pridem z mojimi stegni. Nekako ni šlo v sklopu, ampak imela sem pa vedno željo. Nikoli nisem bila prva, nikoli nisem bila zadnja, vedno sem bila v zlati sredini. Ampak ta ultramaraton, ko sem ga 2-krat pretekla, sem rekla, ok, to je to. Takrat sem se glih spogledovati začela s kolesom in v tistem času sem si zlomila gleženj. In sem tako nekako, ko pogledam nazaj, si rečem, mogoče pa višja sila hotela, da se začne spogledovati, ker tek sem imela v bistvu že skoraj pa se, ne, gremo na kariero delati in pa se je to zgodilo. Torej, v bistvu, zdaj niti ne moreš teči, če bi... Lahko tečem 5 kilometrov, 10, ampak vmes se ne smem ustaviti, zato ker imam še vedno kovino noter in ko se jaz ustavim, tudi zjutraj, ko vstanem, se mi isto dogaja, pošepam par korakov, kakor da je kovina hladna in potem jo moram ogreti. In po ravnem teči, to mi je res zdi katastrofa, več kilometrov teči, zaradi tega, ker tečeš po asfaltu, asfalt tu nabija. Enkrat nedolgo nazaj sem šla iz Krvavca dol po cesti teči, se mi zdi, da je bilo tega nabijanja toliko, da se mi je kar ena ploščica malo zamaknila. Ker takrat, ko si v feelingu, ne, pač tečeš, greš, ne, in spustiš vse zavore. Pol po tistem sem pa prišla domov, še vse v redu, naslednje jutro, res, če bi me kdo videl, moja mama mi je bila, rekla, ne morem verjeti, kakšen kripelj si, prvo to poživaš, pol pa tako. Ampak te ploščice mi ne dajo, res. In je bolj, da odneham teči, kakor da nadaljujem, ko bi se mogoče kaj zgodilo, noga mi dobro funkcionira, poravno me niti več ne veseli, če grem po hribe, pa dol še vedno kdaj tečem. Ampak ne to, kar ne vzem. Kaj pa ta, bom rekel, ta tvoj, bom rekel, poslovni del, ne, ukvarja se tudi z rehabilitacijo, ne. To je nastalo iz tega, da si htela sama sebi pomagati, pa si... Ja. V bistvu je moja mama medicinska sestra in jaz sem to empatijo že od nje vlekla po moje celo življenje, da jo imam, da znam delati z ljudmi, da jih razumem, da jih nasmejam, tako, ta sklop cel imam pokrit. In takrat, ko sem si jaz zlomila gleženj, sem ugotovila, da zdravstveni sistem ne deluje dobro. Posebej pri športnikih, nastavljen je tako, da jaz ga tako vidim še vedno, da ne glede na to, ali si 16 let star ali si 96 let star, vse da v isti program. Jaz kot športnica sem hotela moje življenje čim prej nazaj, ne, aktivno. Ker nas je po moje, pri nas je bolj to vidno, da res hočemo aktivno življenje nazaj. In ta program mi ni tega dovoljeval. Jaz sem jih prehitevala s tem, ker sem kazala željo, ker sem doma telovadila, sem se razgibavala, sem hodila na koncu sem s berglami naredila že 11 kilometrov. Ven iz množice si tiščala, ne? Ja, ampak je bilo tako, da prijatelji me niso razumeli, drugi me niso razumeli, tam na rehabilitaciji sploh, pa zakaj to delaš, zakaj hodiš v fitness, zakaj telovadiš, saj tam fizioterapija. Sem rekla, ja, fizioterapija je zato, da ti pokaže vaje. Ne zato, da sem sam tam, ne. Jaz sem ful pridna telovadila skozi, tako da sem v bistvu, od konca oktobra sem se zlomila gleženj,
14. januarja sem bila spuščena iz rehabilitacije, v začetku januarja sem šla tam za 14 dni, sem s kolesom pol ta prvi dan off rehabilitacije naredila že 90 km, čisto moje življenje je bilo v 3 mesecih pošlihtano, oziroma v 2,5 do potankosti. Pa sem se pa takrat odločila, da bi študirati manualno terapijo. Nisem jo doštudirala, ker se mi zdi, da je bilo preveč informacij, ki jih sploh ne morem več dati. Po drugi strani sem pa vedela, da brez tega imam znanje. Imam kar znanje, res. Prav vem, kako je treba delati in kaj delati. Ne znam ti povedati tega, to je po moje čira čara, a ne? In vsak, ki je prišel v moje roke, ponavadi so to starejši ljudje bili, je šlo toliko smut in toliko lepo so nazaj prišli v življenje, da po moje, da dam skupaj to pozitivnost, pa telovadbo istočasno in tako, kot mi rečemo športniki, vse je v glavi. Če imaš v glavi veselje, imaš pol tudi noge, a ne, v telesu veselje, pa se vse tudi tako. To ti vzame veliko časa, mislim, to je tvoja služba, vsak dan 8 ur ali? Ne, moja služba je rehabilitacija, pa moja služba so športna predavanja, pa moja služba so aktivni izleti. Super služba. Tako da je v bistvu tako, no. Ne, zdaj se v bistvu še iščem, jaz sem preizkus delala v pisarni, ampak pisarna ni več zame, tudi oni mi niso več hoteli, ker smo se ne kregali tako, ampak lifestyle je bil čist kregan. Jaz sem prišla v službo s kolesom, čisto že spedirana, ne, 40 minut kolesa že zjutraj in sem bila že ready za akcijo. Oni so prišli v službo z avtom, so mogli pokaditi čik, popiti kavico, je ura pa pol minila. Spet si štelela ven. Ja, res. In pol vidiš, da zakaj, mislim, meni se je skozi porajalo vprašanje, zakaj moram hoditi v službo 8 ur, če itak nobeden ni efektiven 8 ur, a lahko delam nekaj drugega, mislim, da sem efektivna 4 ure, pa zjutraj športam, popoldne športam, pa je to. Tako sem lovila ta moj ritem, tako da sem pol enkrat se odločila in sem rekla, da je na svoje potočenje. Vse znam marketing, jaz sem delala v marketingu, vse znam marketing delati. Če mi bo kakšna firma hotela najeti, me lahko tudi doma najame. To so take službe, ki lahko vsi delajo doma. Ampak jaz si res želim športati, gibati, zato ker vem, da je življenje samo eno in ne iščem iz življenja kvantiteto, da bom imela veliko vsega, pa veliko računov za to, ne polagati, ampak iščem kvaliteto življenja, da bom imela veliko spominov. In te gospe, ena gospa z rehabilitacije, ki so se pogovarjali, mi je rekla, veš, Tina, tako, ko si stara, ona je bila okoli 80 stara, ljudje, ki so tako stari, gledajo na življenje nazaj, pa rečejo, obžaluješ vedno stvari, ki jih nisi naredil, ne tiste, ki si jih naredil. In tudi njihove življenje, pa ko si star, jaz čisto seglih, kakšen avto voziš, ali pa kakšno hišo imaš, v bistvu takrat je, da si zdrav, ne? Da imaš kopalnico, da imaš WC, da imaš poslo, pa tuš, pa nekaj za pojesti v hladilniku. Vse ostalo ne šteje. In tako ko se jaz dam v ta film in o tem razmišljam, si rečem, res je, zakaj se ljudje ženemo toliko za temi materialnimi stvarmi, za koga? Se ti veš, mogoče, ko imaš kvaliteto življenja, res lepo, da delaš bolj na kvaliteti, pa na spominih, kot na položnicah pa na stvari. No, se ravno zaradi tega, bom rekel, sem jaz vzljubil ta ultratek ne zaradi tega samega, ampak zaradi teh različnih izkušenj, pa zaradi ljudi, s katerimi pač prihajam v stik, ne. In v bistvu, ja, to je tako, kot si rekla, ne, na teh razdaljah, ko jih pač teče skupaj, je vse odvisno samo od tebe in od teh, bom rekel, ki ti so tekačev, ki ti z trepljanjem ali pa z spodbudno besedo malo dvignejo feeling. In potem, ko prideš v cilj, rabiš samo en prostor, kjer boš ležal, rabiš vodo, da piješ in rabiš hrano, ne, in rabiš skupino, ki te podpira. In to je v bistvu to osnovno življenje. Ampak v bistvu je pa to, da si takrat tudi najbolj srečen. Točno tako, ne. In v bistvu tam tudi, bom rekel, vse te maske padajo. Tam ni pomembno,
ali si direktor, ali si knjižničar, ali si čistilka, to smo vsi isto, ne? Ja, vsi imate isti cilj, da se isto preteče v tem času, a veš? Točno tako. To je po mojem najlepši del športa, res. No, jaz mislim, ne zaradi tega, ampak delček tega sem tudi šel iz kolesarstva, zato ker se mi zdi, da ne govorimo o tem tvojih kolesarjih, ampak ta scena, recimo cestnih kolesarjev, se je gledalo bolj po tem, kdo ima bolj vredno kolo pa opremo. Kako se gleda tako? Ja. Še vedno se gleda tako. Dobro, no, jaz sem iz te scene zdaj že malo ven, smisel, da je zdaj kaj drugače. No. A poveva kaj na to temo? Ja, dajmo. Ja, jaz sem itak ful velika outsiderka, ne, pri tem. Moje kolo je staro, letos praznujem polnoletnost. Kupila sem ga za 350 €, pred 8 leti. Pred 6 leti, tako takrat je bil 12. Že rabljenega. Ja, second hand. Eden me je kontaktiral prek Facebooka, da ima od mame kolo v garaži, ona ga ni vozila, stari 12 let, da mi ga proda za 350. Sem rekla, okej. Sem ga kupila, to je bila prva specialka, ki sem se jaz sploh na njo usedla. Zapeljala sem takole en krogec pred njim, da sem se usedla, okej, v redu je. Jaz nič nisem vedela, kaj to pomeni gume, kaj je to okvir, kakšna je balanca, kakšni zobniki, nič, danes to v bistvu res nimam pojma, ker me ne zanima, ker moj kolo ful dobro funkcionira. In sem zagovornica tega, da tako kot ti veš, da superge ne tečejo namesto tebe, tudi kolo se ne gon namesto mene. Nočem biti zapeta, še vedno v All-Starkah furam kolo, ker imam rada svobodo, gibljem se v rekreativnem svetu. In bistvo rekreativnega sveta je to, da uživaš. Ne? A je še kaj drugega? Ni treba nobenih števcev imeti, nič. Da imaš dober da imaš dobro, zdravo telo in da uživaš. In zato glih zaradi tega, ker sem pač v All-Starkah in s tem starim kolesom, moram kar takole narediti, res, ker jaz tako vedno, ne smem slabo o njemu govoriti, ker se res tako lepo skupaj voziva. In vozim ob kolesarjih, ki imajo kolesa za Jurja 2, 3, 5, 10, 15. Jaz nisem imela do letos nobenega problema z mojim, oni so imeli veliko. Kakšni, ko vidiš takole nesreče, pa se karbon prelom pa gor pa dol, pa vilce. Pri meni je v vseh 6 letih 3-krat počila guma in vse se je zgodilo letos. Enkrat pozimi, pa v Bosni na dirki 10 km pred koncem ena guma, pa pol na cilju, ko sem že kolo parkirala, je še druga guma spustila, ko sem rekla, okej, to je znak, da je tudi kolo utrujeno. Res. Ne vem, mislim, da je to vse povezano z marketingom. Res, da moraš imeti to, ker če nimaš tega, ne moreš tako voziti, Meni je bilo letos najlepše, ker me kolesarji res skozi so mi govorili po socialnih omrežjih, dej preobuj se že, uničila si boš stopala, to ni dobro, blablabla. Dej, v sebi sem se skozi govorila, pustite me na mir, jaz se v vašo opremo ne vtikam, zakaj se vi v mojo opremo vtikate? Se vidite, da delam 100, 200, 300, 400, 500, 600 km. Pustite me na mir, jaz uživam. No, pa sem naredila 1000 km, je šlo že malo za tišje, ne? Tina je resna. Letos, ko sem naredila te 2 izziva, pa sem pol tudi kakšne zelo dobre rekreativne kolesare nascala, ne? Pa sem pa rekla, to je pa moj najlepši feeling v lifeu, zdaj, zato, ker vidijo, da Tina pač ni kar tako ena kolesarka, tudi če nisi zapet, se to da. In res se da. In ni v bistvu tega, da moraš biti v kolupu, Lahko slušaš sam sebe, lahko delaš stvari tako, kot ti delaš. Veliko kolesarjev niti ne zna vsega tega, kar jim kolo nudi, izrabljati. Tako da, če imaš, pa si zapet, pa ne znaš vleči gor, tako kot da si jaz, ne? In
je brez veze, res. Tako da jaz verjamem, da oprema ni pomembna, da najbolj pomembno po športanju je volja, želja. In da v tem uživaš. Ja. Ja. Ampak glede na to, da se udeležuješ tekem, kjer tudi moraš včasih kaj sama poservisirati, da zdaj že verjetno... Ja, zaenkrat še nikoli nisem sama poservisirala, ker nikoli nisem imela težav, ker mi je samo guma počela. Aha, ampak kdo ti menja gumo? A? Kdo ti menja gumo? Ja, čisto zamenjati ne morem zaradi tega, ker plašč potegnem gor je res ful težko, tako da sem vedno pol nekoga ustavila ali pa sem štopala avtomobile, da so ustavili, ampak to se je itak samo enkrat zgodilo, ne. Ne, sem pa vedno, moj serviser je en Andrej, kolesar, ki obožuje kolesa in vedno sem k njemu pripeljala kolo, pred tekmo pa sem rekla, lej, naštimi mi ga za 600 km ali pa naštimi mi ga za 1000 km. Naštimi mi ga za 1200. In pa od njegovega prijatelja slišam, ti ne veš, Andrej mi je rekel, da je mečkam pod pritiskom. To moraš biti res pod pritiskom, a ne? Ja. Ampak po drugi stvari moraš pa oboževati kolo, da se ga res lotaš, a ne? In on obožuje kolesarstvo, je ful dober kolesar in moje kolo vedno tako uredi, da jaz nimam nikoli se še ni zgodilo, da bi imela probleme. In vedno mi ga sam naštima tako pred tekmo. To je pa ponavadi mi, zdaj mi je, ketno mi je zamenil, zajle mi, kaj smo še te zajle, ne, te mi nategne tako, da vse normalno deluje. Namaže mi, to je pa tudi vse v bistvu. Pa jaz imam še gumice, a ne, za brenzanje, tako da mi še gumice zamenja. To je to. Pa če novi plašči kupam. Res nimam problemov. Leta 2019 je bila v bistvu po moje tista prelomna tekma, ki si v bistvu ta po Sloveniji, ne, oziroma diagonala 360. To si, takrat je bila prva taka, bom rekel, malo daljša tekma, ki si se odločila. Ja, prvi sem v bistvu 4 franje sem dala čez. Ja. In sem mislila, da je to največ, kar lahko sploh človek prekolesar. Ja. Jaz v kolesarstvu res nisem imela nobenega pojma. Pa sem podkrila, da obstaja ta diagonala čez Slovenijo, sem rekla, toliko lahko še nekdo prekolesar. In sem šla in sem jo prekolesarila. Štart je bil polnoči, v Portorožu sem bila ob 2:30 popoldne in sem mislila, da sem res carica. Daj nam malo opiši za nas, ko ne poznamo ta svet, kako v bistvu izgleda ta ena dolga fura, recimo, ne vem, 1200 km. Kaj moraš vse imeti zraven? Kako se na to pripraviš? Ja, oprema je, da imaš prvo poskrbiš za kolo, imaš pumpo, imaš zračance, a imaš pa lučke. Jaz nimam dinama na kolesu, tako da imam powerbanke, da z njimi filam lučke, sprednjo, zadnjo, Garmina pa telefon. Zdaj z lučkami sprednjo pa zadnjo sem se tako naredila, da imam vse podvojen. Da imam 2 zadnje lučke, pa 2 sprednje, sprednja je od iste firme, tako da v bistvu sam staro, mislim tisto, ki je prazna, pa dam v torbo, pa dam sam uno nafilano gor, ki je isti nastavek. To je to, kar imam za kolo. Tehnično opremo. Ja, nič drugega. Hrana, pijača. Pa imam pa zase, imam pa odsevnike, ne. Ja. Odsevnik, pa imam oblačila za ponoč, za podnev, balerino, odsevniki, astrofolijo imam vedno s sabo, zato da če kje sem res zmatrana, da se lahko samo... Da oni tudi kako obvezno opremo, ki jo morate imeti pa čekirati? Prva pomoč je tudi, ta astrofolija, pa vedno imam balerino za enkratno uporabo, ko sem jo tudi kot tekačica že uporabljala in pride v take mali embalažici, tako kot astrofolija, tako da imam vse tako zelo na minimalno, da je v minimalni embalaži pa zelo funkcionalno. To je to. Ja, sam je pa v bistvu največja teža so te powerbanki, pa te elektronske naprave, no. Hrano moraš imeti s sabo ali se lahko ostavljaš na poti pa ješ? Hrano, če si čisto solo, da je samooskrbno, pol se lahko ustavljaš tam, ker se lahko tudi drugi ustavljajo.
Se pravi, ne more prijatelj priti ob cesto in mi pa nesti kosilo ali pa karkoli, to je prepovedan, ne? Ker ta prijatelj ne more tudi urmu za mano ali pa pred mano, mu ne bo prinesel. Tako da lahko, ne vem, bencinske črpalke, restauracije, spiš lahko po hotelih, lahko že zunaj, to je čisto od tebe odvisen, samo da to, kar je za tebe dosegljivo, je tudi za druge dosegljivo. To je v bistvu samo skrbe. Ja. In ješ, piješ po tisto, kar pač po želji, kar hočeš. Dobro, 1200 km, to je koliko zdaj, približno ur tak, recimo, poprečjo? Eno sem prevozila v 104 urah, eno pa v 84 urah. To pomeni, da vmes tudi spiš. Ja. Ampak je pa tako, da res na 1200, pa tudi tam, ker so checkpointi, no, da poskrbijo, da saj lahko sendvič kupaš ali pa ga dobiš. Ne? Ker je nekaj v Bosni, naprimer, ker sem bila na 1230 km je bilo, tam se je kdaj zgodilo, da 50 km nisem sploh nič pila, ker ni bilo nobenega pitnika, nikjer nisi mogel tankati vode, ne? Je bilo, lej. Kaj pa traso dobiš GPS? Traso pa dobiš celo, pa dobiš jo v delih, ponavadi je to v 10 delih, zato ker je za Garmina pretežka, ne, v enem delu, tako da pol si jo razdeliš. Mislim, da je tudi dobro, da imaš razdeljeno, ker pol vsaj nekako tudi možgane, daš v pogon, da zdaj sem bila na enki, zdaj moram preklopiti na dvojko, ker to je edino razmišljanje, kam imaš ti, ne, celo pot. Na kateri trasi si zdaj? Da morajo funkcionirati možgani, ne? Oni ti dajo tudi kaki svoj sledilnik, da vidijo, če si kje kaj krajšo švinglo, kaj tako? Ja, je pa GPS, ki te organizator te spremlja ali te ne spremlja. Tukaj v Sloveniji se mi zdi, da te bolj malo spremlja, ko imajo bolj prostovoljce, tako da hodijo naokoli. V Bosni vem, da so te pa kar oko držali nad tabo in če si se ustavil za več kot 10 minut, so te že klicala. A je vse v redu, narobe, tam je organizacija res, to je že čisto drugo. Te pa spremljajo, ker če greš iz poti, a pa če delaš shortcute, mislim, če greš iz poti, te mogoče še vrne, če pa vidi, da si naredil bližnjico, si pa diskvalificiran v momentu, to sploh ne gre. Lahko končaš, ampak boš pa na koncu diskvalificiran, zato ker si naredil to. Zdaj, to je, kar se tiče tega ultrakolesarjenja, to je zdaj v bistvu tvoja trenutno scena. Tvoja top scena, ne? Se še ukvarjaš s kakimi drugimi športi, ki ne vem... Mislim, jaz kondicijo nabiram s hribi, se mi zdi. Da hodim v hribe, na hribčke, gore, kakorkoli, ampak da peš hodim gor in pol dol, zdi se mi, da tukaj nabiram in sem vedno nabirala kondicijo z v klancih. Torej, tudi kaj ekstra treniraš, ne vem, imaš kakšne specialne treninge za kolo ali to? Zdaj me tako sprašuješ, kaj da treniram. Jaz nikoli po moje še nisem bila čisto zares v fokusu, da sem na treningu. Zato, ker jaz tako uživam v športu, da ko grem ven, rečemo, ne, jaz grem ven. Nič se posebej tako, da bi se prav pripravljala, zdaj bom pa to, moram pa to delati. Ne, jaz moram uživati, ampak moram biti aktivna. Moje telo mora biti v gibanju, zato, da bom pa pripravljena na to. Torej, tudi ko imaš kakšno tekmo pred sabo, ne vem, čez mesec, dva, ne usmeriš, bom rekel, svoj miselni tok in treninge in ne vem, celo življenje tja. Treninge sem letos, poletje je bilo čisto fokusirano v teh dirkah, ampak mindset sem po moje začela delati januarja že. Takrat sem plačala štartnino in takrat sem začela delati to, kako se reče v slovenščini, mindset. Da pripraviš za to, da to lahko narediš. To je v bistvu trajalo pol leta. Da sem jaz o tem razmišljala, da sem bila sfokusirana, da če bi me slučajno bi mi kdo rekel, da gremo ven, pa bomo to pa to.
ne, raje to spustim, pusti me, jaz sem v mojem fokusu. Res sem tako podredila, ampak pol pred Bosno sem v bistvu zelo veliko hodila na krvavcu kolesem. Nisem niti imela dolgih fur. Moja najdaljša fura takrat je bila 40 km, ampak od tega je bilo 15 km klanca. Tako res se nisem pripravljala toliko. Sam pripravljala sem se tako bolj v glavi, ne, da je Tina, če imaš res željo, da hočeš to narediti, jo pokaži s tem, da niti en dan ne spustiš. In to je bilo vse v bistvu del mojega mindseta. Ne. Pokaži sebi, dokaži sebi, da lahko. In se mi zdi, da na takih dolgih razdaljah, ne vem, kako pri tebi to funkcionira, ampak pri meni je tako, da v nekem trenutku kondicija ni več pomembna. Jo imam toliko, da bi lahko tudi do Avstralije kolesarila, ker telo je pol nekako v gibanju in kondicija ni več, bolj je glava pomembna, ker če se v glavi začnejo pojavljati misli, zmatrana sem, kam je pa tega treba, zakaj sem pa to naredila. Pol se meni lahko celo telo sesuje in sem res zmatrana in me vse začne boleti in sem utrujena in zaspana in res vse se mi začne rušati, tako imam pa že toliko naprej vse to v glavi pošlihtam, da me nič ne more in to kar steče in me številke v tistem momentu sploh ne zanimajo. Mene tudi zelo dosti ljudi sprašuje, ja, pa tebi je lahko, ne vem, ti vsak dan to počneš, pa si motiviran, pa to, ampak nimajo tega pogleda v nas, kolikokrat pa se v bistvu nam res ne da, ne, ker smo vsi krvavi pod kožo, ne, ampak je neki višji cilj pred tabo, da to trenutno stanje premagaš, ne. Imaš ti kako, ne vem, posebno tehniko? Ne, kaj je bila pa tvoja motivacija? Moja motivacija? Da športaš? Nisem še prišel dovolj globoko, ne. Mislim, da je bilo v tej začetni fazi je bilo dokazovanje, da to zmorem. Sebi, drugim, ne vem, očetu, mami, da sem, da sem vreden ljubezni, vreden pozornosti, ne. A veš, jaz sem pa zadnjič, par mesecev nazaj mi je ena kolesarka rekla, veš, Tina, naš jackpot vsega športanja je to, da smo zdravi. Moja motivacija je bila vedno to, ko sem gledala moja mami, ali pa starejši, ko so mi prečkali poti, a ne življenjske od 30 naprej, kakšna bom čez 10, 20, 30 let. In jaz hočem tako biti, kot so oni. To je moja motivacija. No, v zadnjih, ne vem, 3-4 letih pa, ne vem, to dokazovanje, ne rabim se več nobenemu dokazovati, ne. Jaz sem začel enostavno uživati v tem smislu, da se čutim vedno bolj povezan z naravo, ne. In ta neki povezanost z naravo, zato da lahko te stvari počnem, da smo, bom rekel, v Sloveniji še lahko dokaj srečni, ker imamo kar veliko zelenih površin, ne, veliko te neke neokrnjene narave in to, da sem aktiven na družabnih omrežjih, pa to je samo iz te želje, da bi ljudi spodbudil, naj grejo v naravo, da bodo začutili to srečo in veselje, ki ga začutim jaz, ko grem v naravo, ne. Veš, kaj se meni dogaja? Mislim, se mi zdi, da se dogaja. Jaz sem na primer ful tudi aktivna na družabnih omrežjih, ampak jaz sem bila skozi, jaz jih obožujem. Že takrat, ko sem bila stara 19 let, vem, da je bil tisti program Merc, ki si se lahko tipko, ne. Jaz sem se že takrat pogovarjala, meni je bilo to ful noro in spoznavati nove ljudi, veš, in iti z njimi na drink, ponavadi sem šla kar z rolerji, da res ni izgledalo tako, da grem na zmenk, ampak zato, da sem nove ljudi spoznala. In od Irca je pol šlo nekako na MySpace, pa pol na Facebook, pa zdaj Instagram, pa vse. Jaz sem še vedno tista punca, ki sem uživala v Ircu, še vedno tukaj uživam. In se mi zdi, da ljudje pa to, kar nas spremljajo, ker smo tako, ne, pri meni mislijo, da 24 ur na dan športam, tako, kar najbolj pri tebi.
v tem času, ko smo, itak vsi spremljali, kaj se dogaja, ne? Gremo instant. Jaz ne vem sploh, koliko se jih doseže, tako da se jih prav doseže, ne? Mogoče, da se s tistim, ki se mečkam bolj povežeš, pa se z njim pogovarjaš, ampak ljudje mislijo, da spet je šla na sprehod, spet je šla v hribe, spet je šla kolesar. To je vse instant, ne je bilo to že položeno v živ zid, ko ona to dela že skozi 100 let. Ampak vseh teh 100 let sem jaz sama sebe mogla brcati, ne vem koliko let, da je Tina, tudi če se ti ne da, buj superge, pa pojdi ven. In vedno je bilo to, da jaz sem šla to zaradi tega, ker sem se jaz dobro pol počutila. In hočem nagovarjati druge, da je to naredila zato, da če ti ven, ne mi govoriti o problemih, ki jih imaš, če jih nisi probal reševati. Probaj iti ven na sprehod, pa probaj tako rešiti problem, boš videl, da ga sploh nimaš. Tukaj sem bila vedno mnenja, da 90% ljudi sploh ne bi bilo depresivnih, če bi začeli doma delati počepe. Če bi naredil doma počepe do 100, pa to ti vzame samo par minut, bi se toliko zamotil in toliko bi bil zmatran, kakšna depresija, kje je depresija, a veš, oni pa sploh ne probajo tega. In pa rečejo, Tina je ful vesela, Tina se ful smeje. Hvala, da se tudi ti. Zato, ker se naredimo toliko hormona sreče v teh naših avanturah športnih. Jaz ne morem biti niti slabe volje, ker se spomnim tudi takrat, ko sem hodila v službo, pa sem imela včasih res ful stresne situacije, sem pa šla iz službe, sem dala superge gor, do hriba gor, jaz sem prepucavala moje probleme v službi, imela sem se tako za nič, ko sem gor hodila. Ampak preden sem gor prišla, sem bila že toliko zmatrana in toliko zašvicana, da v enem trenutku nehaš razmišljati o tem, si rečeš, daj briga me. In prideš gor in ko prideš domov, pa si že res zmatran, pa pod tuš, kar naenkrat iz enega šiti dneva rata ful dober dan in imaš toliko energije, jaz grem lahko nazaj jutri v službo in se soočam točno s tem problemom in sem že najdla rešitev v glavi. Tako, in to bi po moje ljudi mogli probati, veš. To je fora, da laži, da sem čisto zašla. Ne, v redu je. Malo smo se zdaj dotaknili teh družabnih omrežij, pa to pa bomo mogoče tudi kaj na to temo rekla, recimo o teh vseh sodobnih tehnologijah, ki imamo. Mislim, da je to tudi en takšen pobeg pred samim sabo, ker to uporabljanje telefonom vsega tako. Ja, to, ko je veliko alter ego. Točno tako, ker recimo jaz, ko se iz tega sveta umaknem, se praktično umaknem sebe, ker jaz sem dal vse te moteče faktore za moje možgane na stran, zato, da sem lahko tukaj v miru in v tišini, da lahko razmišljam o sebi, o mojem poslanstvu, o mojem življenju, o naravi, ki me obdaja, o družbi. Skratka, imam čiste misli. To je tvoj me time. Ja, točno tako, to je moja meditacija. In se mi zdi, da je že, bom rekel, svet itak zastrupljen z polno temi, tudi če zdaj tukaj sedimo, ni tišina, nekaj skozi brni, nekaj se sliši, so zvoki, je luč. Skratka, je že itak polno teh motilcev, in potem ljudje namesto, da bi kot neko protiotež si poiskali nek kotiček, kjer so lahko sami, raje, tako kot si prej omenila, da naredijo 10 počepov, vzamejo tableto proti bolečini ali pa tableto proti antidepresivu ali pa vzamejo telefon, pa se zamotijo, ker je težko razmišljati o samem sebi. Pa so skozi še v večjem stresu, zaradi tega, ker veš, ting, skozi gledajo druge ljudi. Aha, ja. Vem, kaj hočeš povedati. Je stres. Točno. Ker vedno hočeš se primerjamo moje življenje z njihovim. Ja, res. In socialna omrežja so itak tako naštimana, da vsak da svoj srečen trenutek gor. Ne srečen trenutek. Čeprav realno življenje je pa glih kontra. Če boš ti mene vprašal, kako se jaz počutim, pa bom jaz rekla, da sem ful dober, bo sam pri tem ostal. Če bom jaz rekla, Robert, ful imam danes slab dan, mi boš pa ti večjo pozornost
po svetu. Na socialnih omrežjih je pa glih kontra. Tisti, ki je srečen, dobi pozornost, pa tisti, ki je slečen, dobi pozornost. V realnosti je pa tisti, ki je oblečen, pa tisti, ki, a veš, je pa kontra, ne, se zgodi. Mislim, moraš najdeti ta balans, res, ker če ga ne, pol imamo toliko faktorjev, svet je šel čist itak izven tira, ne. Zdaj so pomembne samo, kaj imaš, pa koliko imaš, ne kaj si, in zadnjič, ne vem, mogoče 2 tedna nazaj, sem videla eno sliko, ki je gor pisala, da po 40. letu statusni simbol ni več dober avto, pa dobra hiša, ampak koliko si zdrav. Sem rekla, ja, to je to, ne. To je statusni simbol. Ti imaš lahko najboljši avto na tem planetu, ampak če se boš iz tega avta komi zvalil ven, ti čisto nič ne pomaga. Jaz sem razmišljal, zdaj, ko je bil COVID, ne, da bodo ljudje končno spoznali, ne, da za njihovo zdravje v bistvu niso odgovorni zdravniki, ne, pa da njihovega zdravja jim ne bodo dali zdravniki, ampak da bodo za to morali poskrbeti sami. Ne. In med COVIDom se mi zdi, da so se ljudje veliko bolj gibali, ne, kot pred. Ne. Zdaj pa se spet stanje mogoče malo stabilizira in ni bilo mogoče dovolj dolgo to, da bi ljudje vzeli zdravje v svoje roke in smo spet tam, ne. Zdaj se pač tale zdravstveni sistem menjava in vse in ljudje spet bentijo, ker morajo čakati na zdravnika, ne. Jaz, hvala Bogu, zdravnika ne rabim, razen da mi napiše potrdilo, da sem sposoben odteči 200 km, ne, da lahko jaz organizatorju dirke to pokažem, ne. Ampak večinoma ljudje pa še vedno razmišljajo, da je zdravnik bolj tisti, ki bo vzdel stvari v roke, ne. Ampak meni se zdi, da ni bilo več ljudi, ki so se gibali, samo ti si jih več videl, zato ker smo bili takrat vsi zaprti, pa zato, ker so bili zaprti in niso nikamor mogli iti, so nekako mogli otroke zamotati. In so mogli iti ven. Niso se pa tako v osnovi res ful gibali, ja, so bili odzunji, ne, ampak tudi prej so bili odzunji. Se mi zdi, da COVID je bolj to naredil, da je zdaj veliko izgovorov na temu COVID-a. Jaz tako COVID vidim, ne vem, niti jaz pa COVID sem čisto skregana. Tako, kot smo skregani z zdravstvenim sistemom, tudi ti omenjaš zdravnike, jaz pravim, da so zdravniki še vedno ena instant rešitev. Ti greš k zdravniku, ker si bolan, on ti napiše instant rešitev, tukaj je napotnica za drugega zdravnika ali pa tukaj je recept za tableto. In to je spet instantno, skozi je nekaj instantno. In se mi zdi, da bolj kot te rešitve bi mogli mi poiskati rešitev pri sebi in reči, lej, to je moje telo, jaz sem odgovoren za moje zdravje, jaz se moram premakniti, če hočem kaj narediti. Ker pri 30 letih ti bo že ena tabletka pomagala, ne, pa bo, ne vem, glavobol šel v 8 urah, pa boš čez 8 ur spet eno tabletko pojedel in tako naprej. Ampak ta tabletka bo od 30 leta pa do 60 leta zrasla na 6 tabletk. A veš, to se povečuje, če ti nič ne narediš. Zdravje pa ni instantno, ne moš ti zdravje imeti kot instantno, da tukaj je tale recept, tukaj je ta napotnica, ker dobro veš, ti si zdrav, jaz sem zdrava. Ampak če grejo mi da zdaj z zdravniku, bojo ziher najdel kaj, da je narobe. Ja, absolutno. Ker vedno najdel, da je kaj narobe. Res, ni človeka, da ne bi najdel, plus tega, jaz res toliko ne verjamem njim, ker ne moram zdravnikom ali pa sestram verjeti, da mi govorijo o zdravju, pa da mi bojo nekaj dobrega prinesli, zaradi tega, ker jih vidim pred bolnicami kaditi in tudi noter, ko imajo oni večjo težo kot jaz, pa manj aktivno živijo, itak je, telo je ponavadi ogledalo, ne, tvojega lifestyla. Po moje, ona rabi bolj moj nasvet, da jo jaz kam odpeljam, ne pa ji bom dala kaj dobrega. Tako da, pri meni je to res čisto skregano. Jaz sem une vrste punca, ki rečem, le, ti si odgovoren za to, ne mi jamrati, ne hoditi po tableto. Če bi se pa premaknil, bi bilo veliko boljše. Za
zasledil sem seveda preko družabnih omrežij, da tudi se je okrog tebe, bom rekel, formirala neka neformalna skupina, torej ti objaviš, dajmo iti v nedeljo, recimo, ne vem, kolesariti skupaj in se ti vedno kakšnih 10, 15, 20 kolesarjev priključi. To je fajn, v bistvu ta neki občutek, da si, kaj ne rečem, nek motivator nečesa, ne? Ja, sam pa res delam na tem, kar je tudi moja baza športanja, da uživaš in da številke niso nula, da so nič pomembne, ker sem pa pač toliko ekstremo, že sem rekla, da bi rada tudi drugim pokazala, da ta ekstrem ni težko dosežeti, če si ti ne ukvarjaš številkami. In še vsak je prišel na Hrvatsko. Ne glede na to, koliko časa je rabo, nikoli nobeden samostavka. Ponavadi Slovenija tako deluje, da ti si lahko rekreativc, pa lahko delaš tako malo po svoje, ampak karkoli bo pa malo večjega, bomo pa mi naredili dogodek, pa ti bomo zaračunali. Jaz od tega nočem narediti dogodek, da ti bom zaračunala, da ti lahko svojo mejo premakneš. Jaz bom prišla s tabo, in če boš ti mislil, da ne moreš, bom s tabo 2 ure kolesarila to gor do Krvavca in ti bom dokazala, da si to sposoben narediti. In zaenkrat je še vsak sposoben. In smo se imeli toliko vedno lepo. Nazadnje je bila celo družba taka, da niso prišli z materjem na Krvavc, to je res ful spona, Pa so rekli, a gremo kar še na Jezersko. In smo pa še na Jezersko šli. Tako da res. In ja, to se je nekako formiralo zdaj, mogoče se je malo prijeli, zdaj bomo imeli malo 5. Jaz sem poimenovala to kolesarske zmenkarije. Pa ne zmenkarije, da zdaj on, pa bomo mi najdeli partnerje, ampak bolj tako, da gremo na en tak zmenk, ki se bomo imeli vsi fajn. Ko obožujemo, ampak mogoče sam kot posameznik tega ne bi zmogel premagati, v grupi boš pa lahko premagal. To so že za kakšna redna ciklična srečanja? Ja, na 14 dni ali pa na en mesec, zdaj, ko sem bila s poletom zasedena, je bilo pa enkrat na mesec. Zdaj bo v bistvu na 14 dni, naslednji teden bomo imeli, pa bomo šli pa po moje bolj v pohodniške vode za čez zimo, veš, kar na kolesu je pa mrzlo, pa vsak noč po kolesu. Letos imaš še kakšen, ne vem, ekstremni cilj? Ne. Ker sem v Franciji končala letos, pa sem prišla domov, pa me mami gleda, ker jaz z njo živim v isti hiši, pa me gleda, pa jaz ko mami, se ne vem, kaj je narobe, a se to regenerira, ali kaj z mano. In pa sem ugotovila, da se je zgodilo to, da kakor v gledališču, veš, ko zapreš zaveso in je konc, Še sem dala moje izzive čez za letos in tako, zdaj se mi je, da kaj pa zdaj? Kaj bomo pa zdaj delali? Veš, ko je trnk nekam vršta, da te vleče naprej. In tam v Franciji sem na koncu z 2 Filipincema, smo tako v štric vozili, pa se pogovarjali in sta me po enem tednu eden od njih kontaktiral in je rekel, veš kaj, you strong legs. Pa bi ti šla z nami naslednje leto v Italijo in izziv narediti. In sem samo tako rekla, aleluja, evo, pa ga imam, tink, trnk. Ja, in to mi je res ful veliko pomeni, zato ker so mi dali še malo več in pol res vidim, da sem se znajdla v enem življenju in v eni družbi somišljenikov, ki te ne zatirajo, ampak te spodbujajo in te porivajo naprej, zato ker vidijo, da si to zmožen in ti rečejo, a greš z nami, zato ker vidim, da si dobra. To mi je res ful dobro. Torej, šele za naslednjo leto imaš trnek? Ja, letos ga nimam. Letos moram nadoknaditi vse izgubljene evre na TRR. Ne vem, kako ni drugače to rečem. Ja, to je pa kruta realnost, nas rekreativnih športnikov. Ja, da res uživaš, ampak pa res vse iz tvojega žepa. Ampak ena gospa mi je enkrat, pred Francijo sem ji rekla, da upam, da bo celo ta Francija odpadla, zaradi tega, ker mi gre toliko veliko denarja, pa ful bi si rada kupila novo spalnico, kar rabim. In mi tako jezno pogledala in je rekla,
Tina, zdaj si me pa razočarala. Poanta življenja ni, da imaš stvari, ampak da jih živiš. Ti lahko konec koncev tudi na tleh spiš ali pa na tleh na spalki. Je čisto vseglih. Ta dogodek nikoli več ne boš mogla zavrteti. Ne? Ga enkrat je edinstven in si narediš spomine za celo življenje. Kako daš lahko to sploh na tehtanca? In pa sem mi rekla, valjda, se vseglih, se imam poslo, zakaj rabam pa novo zdaj, ne? Ni panike, bom na ta stari spala. Francija ni šla v maloro. Tako da, res sem full happy, ampak ja, sem pa celo poletje toliko dala noter truda in sem se tudi pri delu sem malo dajala na stran, tako da zdaj moram Tak, jaz mislim, da smo malo zaokrožila ta najin pogovor in hvala punci z temi modrimi misli, z modro majico, da jih je delila z nami. Mi bomo ta posnetek seveda objavili na naših kanalih in upam, da bodo gledalci, poslušalci nekaj od teh modrih misli tudi odnesli. Hvala. Je to, ki bomo bombardirali, da bojo mogli, ne?